Dober večer, cenjene gledalke, spoštovani gledalci. Moje ime je Aljuš Pertinač. Ministrica za šolstvo pomirja, da lahko gredo med lockdownom v šolo vsi učenci, ki imajo odprt SP in med odmorom za malico business to business poslovno kosilo. Šalo na stran. Zdravnica in bivša državna sekretarka Tina Bregant ima prekleto prav, ko opozarja, da med tem, ko varujemo življenja, ne smemo pozabiti na tiste, ki imajo še vse življenje pred sabo. In na nje smo pozabili. Posledice bomo čutili vsi, ker na mladih svet stoji. Srednješolci so bili, na primer, od lanskih zimskih počitnic v šoli zgolj en teden in 3 dni. Fucking en teden in 3 dni. Pa še ne smejo se ukvarjati športom. Vi pa gledate 105. oddajo 4. sezone Faktor na TV3. Resnica boli, komentarji še bolj in smrt sovražnemu govoru, svoboda narodu. Danes bomo za vas komentirali, kaj bo storil Počivalšek, bo ostal minister ali šel med poslance. Resni problemi te vlade so se začeli z afero dobave medicinske opreme in pri Počivalšku. Danes se zdi, da je Zdravko Počivalšek najmočnejši člen te vlade. Kaj bo storil Počivalšek, bo ostal minister ali bo ušel nazaj v parlament, nam bosta pomagala razvozlati naša stalna komentatorja. Magister Sebastian Jeretič in dr. Boštjan Marko Turk. Toplo pozdravljena. Dober večer. Sebastian, ti sodeluješ z Zdravko Počivalškom, to že vemo, nobena skrivnost. Zato me zanima, ker si tam zraven, v kakšni formi je, kot mu reče ljubkovalno, tudi kozjanski bik ta hip. Ma še energijo po tvoje, je v najboljši formi ali je že malo utrujen od vsega tega, kar se dogaja in kar se tudi njemu dogaja? Ne, seveda ima še energijo in motivacijo. Motivacija je ravno ta, da najprej opere ime, ki so mu ga oblatili in predvsem, da pripelje stranko skozi prihodnje volitve, ne glede na to, kar danes lahko ljudje komentirajo in gledajo ankete. Ne. Tako da motivacijo in energijo absolutno ima, če ne drugega, prav zaradi neke, ne vem, ko bi rekli, zainat vsemu, kar se je dogajalo v lanskem letu. Boštjan, zdaj Počivalšek je v bistvu naredil to, kar je pred njim naredil tudi Gregor Virant, ne? Najprej bil v eni vladi, potem v drugi, ali pa recimo zamenjal je na nek način politični pol, ne? Tako kot se zdaj zdi, ali pa pravijo nekateri, da ga menjuje Ljudmila Novak. Ti si zelo kritičen recimo do Ljudmile Novak, do tega njenega, pač, kako bi rekel, njene preobrazbe politične. V čem je recimo po tvoje razlika med tem, kar počne Zdravko Počivalšek, pa kar sta recimo delala Gregor Virant ali pa kaj zdaj počne Ljudmila Novak? Mislim, razlike so take, da segajo v nebo, ne? Mislim, torej Počivalšek je naredil neko zelo racionalno potezo, se pravi, takrat, ko je nastala vlada, to je bilo lansko leto, sta bila recimo še 2 leti do volitev, ne? In je pač vstopil in podprl v začetku ene največjih zdravstvenih katastrof, pač, oziroma največje zdravstvene katastrofe ali pa največje naravne katastrofe nas vseh, ki tukaj recimo razpravljamo in vseh gledalcev, ki nas gledajo, je pač podprl to vlado za gotovo kontinuiteto. Zdaj po enem letu, mislim, če gledamo druge države, a ne, z izjemo recimo Poljske in Češke, ki sta pa ne, vsaj Poljska recimo ima najmanjšo stopnjo brezposelnosti, ki jo je še zmanjšala v tem času, ampak Slovenija je ostala v odlični gospodarski kondiciji, kar seveda ne moremo reči, da ob tem Zdravko Počivalšek nima nič. Gregor Virant je pač oseba, s katero sem se jaz veliko ukvarjal, ker jaz tega, kar je Gregor Virant naredil, enostavno nisem razumel, ker to ni bilo samo skok v bazen brez vode na glavo in to kar takoj, ampak to je bilo neka, tako bi se primerjal to s heroinsko odvisnostjo, ko se človek samemu sebi zapriseže, da se bo uničil. Jaz se spominjam Vaska Simonitija, ki mi je nekoč rekel, pa kaj ta fant, pa se ga toliko vleče v politiko, se bi toliko rad politiko, se ve, a se ne zaveda, da nikoli več ne bo mogel v politiko, ne? In Gregor Virant nikoli več ne bo mogel v politiko, to je prekletstvo, ki na njem visi zgolj zaradi te njegove avtodestruktivnosti. On je v slovenski politiki najbolj avtodestruktiven primer človeka, torej neko brezno, Boga njegova žena, da se tako reče. Zdaj, Ljudmila Novak je pa Bog pomagaj. To je pa produkt Peterletove negativne selekcije. Nje, ko je bila osamosvojitev, seveda ni bilo nikoder, ne. Ona je vzniknila v Tržiču, to mi je pa Pavlin Jernej pravil,
v Tržiču, in sicer 2004. leta, ko je bila kandidatka za Evropski parlament in je vznikla iz niča, ne, od nekod, in je v Tržiču na avtobusu, tistem Peterletovem evropskem, delila gratis pivo, tako imenovano. Ne. In jaz vem, ker Peterleta pa res poznam 30 let, ne, in ta človek je po svojem fiasku v krščanskih demokratih ostal tam na oblasti, smo vsi vedeli, da bo stranko uničil, in to je tudi učinkovito je. Krščanskih demokratov danes v tisti obliki, kot smo bili, ni več nikjer, ampak potem se je obdajal z ljudmi, ki so bili intelektualno, svetovno nazorsko, kakorkoli, popolne nule, a ne, zato ker ga pač niso, to je temeljni Petrov princip, ker ga niso ogrožali. In Ljudmila Novak je točno to, a ne. Točno to, ona pač ima naučenih tistih 10 besed, zdaj je pogruntala, da se zna pred kamero lepo smejati, se pravi potegne ušesa oziroma usta do konca, ne, in govori to, kar je všečno. Te stavke melje kot melje pek testo za žemljo, a ne, vedno že iste žemlje vsako jutro ven prihajajo iz pekarne, a ne, in tako pri njej, ne, in to pač bi rekel, to ona potem kompostira te žemlje, oziroma, a ne, in to je pač Ljudmila Novak, a ne, in zdaj seveda pa tudi pa jasno, da pa izdaja pač krščanske vrednote in svojo stranko, ampak če to v stranki nikogar ne moti, mene tudi to ne moti, ne to počne. Ja, zdaj Sebastijan, ne? Lahko malo pokomentiram ja, seveda, izvoli. Ljudmilo. No. Jaz kljub vsemu mislim, da bi bilo preveč banalno govoriti, da gre tle za neko zamerljivost, užaljenost mogoče zaradi tistih žvižgov na tistem dogodku, ki je bil zelo razvpit. Že precej časa nazaj. Tudi jaz mislim, da kar se tiče osnovnih aprila 2016. Jaz mislim, da kar se tiče osnovnih političnih zadev, je Ljudmila Novak ostala na isti krščansko-demokratski liniji, da gre tukaj dejansko za neko kritiko takega načina desnice, ki pač njej ne paše, torej malo bolj agresivnega, ostrega, da je mogoče padla sicer tudi na medijskem prikazu urbanizma na Madžarskem. Se pa strinjam s tem, da v tem trenutku njeno delovanje, čeprav je lahko iskreno in korektno, škoduje stranki, ne samo zaradi njenih izjav, ampak predvsem zato, ker jih znajo seveda mediji zelo instrumentalizirati in zelo napihniti. In mislim, da tudi ne gre tle samo za neko, ne vem, nečimrnost, kot skušajo prikazati, in upanje na predsedniške volitve, ampak da gre dejansko za iskreno kritiko ostrega, agresivnega diskurza desnice. Ne. Problem je zagotovo to za stranko v tem konkretnem momentu, ko je zelo pomembno strniti vrste in ko je jasno, da bodo mediji tiste njene stavke, da kljub vsemu vlada mora iti naprej, da dela v redu, da bodo to preslišali in da bodo v prvi plan dali samo tisto, kar gre v anti-Janša momentno. Čeprav se pa ne zdi, ne, Sebastijan, se strinjaš, da bi njo kaj posebej to motilo, da ima toliko veliko medijske pozornosti? Zagotovo ne, verjetno. Nikoli se ne potrudi, da bi zanikala te interpretacije. To mislim, da je pa temeljna napaka ravno ta, da mogoče zaradi tega, ker v tem trenutku nekaj lahko godi, kljub vsemu dela minus vladi in stranki. No? Ampak kljub temu mislim, da gre bolj za, da gre tukaj za neko iskreno državno. A lahko še nekaj povem? Ja, seveda. Zato smo te povabili, da boš kaj povedal. Ne, sej pa tudi Juda Iškariot je imel toliko medijske pozornosti, kot Jezus Kristus. Samo njegova je bila negativna, od Jezusa Kristusa pa pozitivna. To je razlika. Ja, takrat še ni bilo družbenih obrežij. No, hočem reči, cela zgodovina govori o njemu, prostite. Mi trije si ne moramo niti v sanjah predstavljati, da bo čez 2000 let nekje, ne vem, nekdo govoril o nas. A ne? Jaz nimam teh iluzij. A ne? Hočem reči, ne, Ljudmila Novak je res, to ima sebo prav, da je krščanska demokratka ala tip nemške krščanske demokracije. Problem je globi, je namreč ta, da ta krščanska demokracija nemška nima ne z krščanstvom, ne z demokracijo več pač nobenega bistvenega stika. Ne? To ni več generacija Kohla, to ni več generacija Adenauerja, ne? To je pač generacija ljudi, ki se z recimo laptopom razumejo veliko bolj kot s križom, nič hudega. Hudo je pa to, ko recimo se Ljudmila Novak začne v imenu krščanstva, ne, zaletavati v Orbana, tle nastane pa problem. Orban je edini politik, ki svojo državo definira kot krščansko,
In drugo, Orban je edini politik, ki mu uspeva, oziroma Madžarom uspeva pač imeti toliko in toliko in toliko več otrok. A ne? Pozitivna nataliteta v celi Evropski uniji je samo pač na Madžarskem. To so pač dejstva. Dobro, pojmo mi nazaj na Zdravka Počivalška, da nam ne bo zameril, da je oddajal njemu, pa se pogovarjamo samo z Ljudmili Novak. Sebastian, ta zadnji posvet, ki je bil za zdravstveno stroko, ne, ki ga je naredil predsednik Pahor na Brdu, prednje je potem vlada sprejela odločitev glede aktualnega lockdowna, tam je Zdravko Počivalšek imel nek nastop, ki je bil po vsebini, se mi zdi, bi moral biti kar precej odmeven, pa ne vem, če je potem tudi bil. No. Objavil je tudi na družbenem omrežju Facebook to, kar je povedal. Skratka, rekel je med drugim v uvodu že, da pač ne menedžiramo na najboljši način te epidemije in da se nismo nič v zvezi s tem naučili in da ponavljamo iste napake. Zdaj, če to pride strani podpredsednika vlade, gospodarskega ministra in predsednika SMC, bi človek pričakoval, da bo završalo, pa ni kaj posebej završalo, se mi zdi to, niti v javnosti, niti v politični javnosti. Kaj ti meniš? Kaj je recimo, na kaj je mislil Počivalšek, kaj je to rekel? No, tu je ponovil tezo, ki jo je dal že pred meseci, ko je poudaril ta psihološki vidik krize in pomanjkanje zaupanja. Ne? In na tem delu je dejansko vlada mogoče premalo naredila, čeprav po drugi strani se povprašaš, kaj pa lahko v kontekstu slovenskih medijev narediš, ne? Če vidimo zdaj recimo primer samotestiranja otrok v šolah. Pred nekaj meseci so mediji hvalili, hvalospeve peli Avstriji, kako je to pametno Avstrija naredila, naši otroci so pa zaprti doma. In ko je probal zdravstveni minister na mehek način najprej samo lansirati, da bi tudi Slovenija to naredila, vprašati, ali bi otroci oziroma starši to želeli ali ne, se je začelo takoj kampanja napada na vlado, da kaj se gre, ravnatelji, da sploh ne vejo, kakšni bodo te testi in tako dalje. Ne. Skratka, to pomanjkanje zaupanja je mogoče šlo že čez črto, ki bi jo vlada lahko sploh obrnila. Ampak osnovna teza je ta, da zapiranje posameznih dejavnosti traja že tako dolgo, da enostavno ni več funkcionalno. Da je dosti bolj varno tudi iz vidika epidemije, da imamo recimo frizerje, ki delajo pod strogimi pogoji, lahko preventivnimi, takšnimi in drugačnimi, vemo, da se tega držijo, kot pa da delajo na črno, ker enostavno ni možno v Sloveniji zagotoviti represije, čeprav bodo mediji v Bruslju razlagali, da smo postali fašistična diktatura, dejansko pa živimo bolj v neki anarhiji, ker enostavno je nemogoče kontrolirati tisti del javnosti, ki se ne bo držal nobenih pravil, pa če tudi gre za zdravje vseh skupaj. Ne? Tako da osnovna poanta je bila enostavno ta, da popolni lockdown ne bo mogel delovati in da je treba čim večji del dejavnosti pustiti delati pod pogoji, ki bodo zagotavljali varnost pred širjenjem okužb. Lahko pa mi kontroliramo, kdaj imamo oglase in zdaj pač moramo imeti oglase. Tako da ne nam iti, gledalke, gledalci, se vrnemo po oglasih, ko nadaljujemo s komentiranjem, kaj bo storil Zdravko Počivalšek. Ostanite. Ponovno pozdravljeni. Z nami sta še vedno Sebastian Jeretič in Boštjan Marko Turk. Pogovarjamo pa se o tem, kaj bo storil Zdravko Počivalšek, bo ostal minister ali bo šel v parlament. Sebastian, če bo Zdravko Počivalšek ostal minister, ti si rekel v prvem delu oddaje, ima dva motiva predvsem še. Se pravi, da opere svoje ime in da stranko ponovno pripelje po volitvah v parlament. Koliko motiva mu še ostane na resorju, ne? Ker pač tiste, ki nismo potencialni volivci SMC-ja, pač zanima predvsem to, kako bo on pelil ta gospodarski resor naprej. Mu je ostalo tle še kaj goriva ali ne? To je bistvena motivacija, da je sploh vstopil v politiko. Ne? In to je tudi mogoče glavna ovira za odločitev, da bi se mogoče vrnil med poslance. Ne? Zdaj, torej, to je v vsakem primeru skrajna možnost, ki bi se zgodila samo v primeru, da bi res visela vlada. Ne? V tem trenutku vlada ne visi, ima dovolj glasov, da obstaja in sprejema zakone.
je pa kljub vsemu pomembno vprašanje predsednika državnega zbora iz nekaj razlogov. Tle ne gre samo za prestižno vprašanje, ne, ampak eno je možnost nekega proceduralnega zapletanja, čeprav mislim, da tudi tu kaj dosti predsednik državnega zbora sicer ne more narediti. Bistven element tukaj je, da je dejansko to, da bi Jože Horvat postal predsednik državnega zbora najbolj v interesu SMC-ja. Zaradi tega, ker s to potezo bi se nekako uravnala razmerja v koaliciji po tej novo nastali situaciji, ko ima SMC pet poslancev. Pa v vsakem primeru temeljna motivacija je ravno vodenje gospodarske politike in to je tudi temeljni razlog, ki ovira njegovo morebitno vrnitev v državni zbor zaradi tudi zahtev gospodarstva oziroma predstavnikov gospodarskih organizacij, da v tem momentu si ne more privoščiti resor neke diskontinuitete, ker gre ne samo za priprave na gospodarsko okrevanje, ampak ker prihajajo zdaj tisti momenti, ko slabša podjetja dejansko padajo na kolena. Videli smo nekaj primerov, prihajajo še novi in tukaj enostavno se zapirajo tista podjetja, ki imajo nizko dodano vrednost, ki, če rečem, si ne morejo privoščiti našega socialnega poslovnega okolja. Po drugi strani imamo pa večji del industrije, ki je v fenomenalni formi, ki načrtuje velike širitve in tudi zaradi tega ni nobenega strahu, da do konca leta recimo ne bi bilo odprtih dovolj novih delovnih mest, da bi te nekako pokrili, ampak ravno ta tranzicija je tukaj zdaj problematična. Ne? Ko se eno podjetje zapre, ne moreš drugega postaviti čez noč ali pa v enem mesecu, ampak to terja neko obdobje in tle gre zdaj predvsem za osebno zaupanje van kot ministra, ne samo zaradi razumevanja gospodarstva, ampak predvsem zaradi tega, ker gospodarstvo vidi, da ima moč v vladi, da lahko doseže nekaj. Če se vrnem na ono prejšnjo temo, kar se tiče Brda, ne, tu je gospodarstvo le videlo, da je kljub napovedi popolnega lockdowna večji del gospodarstva še vedno deluje. Ne? In tle gre enostavno za to osebno zaupanje in za željo, da se nadaljuje nekako do konca mandata. In ključen element tle je seveda, da bo pri njegovi odločitvi glavno vlogo, lahko rečemo zdaj Slovenija, gospodarstvo in vse, ampak glavno vlogo bo odigralo tudi, kaj je najboljše za stranko. Ne? In za stranko je seveda izjemno pomembno, ker mora spremeniti svojo identiteto. To ni več SMC, ki je nastal kot neka catch-all stranka, ki je sicer bolj leve orientacije, ampak edina varianta je, da to postane neke vrste gospodarski liberalni center, ki je politični partner gospodarstvu v vladi. Ne? In to so vse dejavniki, ki bodo seveda vplivali na njegovo odločitev o morebitni vrnitvi v parlament, ki pa pravim je skrajna opcija, do katere je še kar nekaj korakov. Ja. Zdaj, Boštjan, pravi Sebastian, ne, se pravi nek zagovornik liberalnih interesov gospodarstva in tako naprej, novi SMC. Ampak zdaj SMC se povezuje s tem gibanjem Povežimo Slovenijo, ne, vemo, Marjan Podobnik, Andrej Čuš, Franc Kangler. Andrej Čuš je postal tudi državni sekretar na Ministrstvu za gospodarstvo pred kratkim. A lahko zdaj pač neko to gibanje za Slovenijo plus Zdravko Počivalšek pomeni pač nekega zagovornika liberalnih gospodarskih interesov po tvoje? Mislim, ja pa ne. Mislim, v tem smislu, to je politično, to ni, mislim, jaz se samo Marjana Podobnika bojim, to je edini strah, ki ga imam tukaj. Okay, ne, to sem povedal, ker jaz... Ne, se je fair, da poveš, ja. Ne, mislim, zato, ker ta človek nesrečo prinaša. To je, čist se bojim. Nisem rekel, da ga ne maram, bojim se ga. To je pa nek iracionalni strah že. Ja, ne, ni, čisto racionalen je, zato, ker vse, česar se je lotil, je sfratal. Vse, kar je prijel, je iz zlata ratalo, ne bom rekel kaj. Vse, od Joška Jorasa, ki je vstal, do Piščancev v Beogradu, ki so ostali, do Slovenske ljudske stranke, ki je ostala, do združitve in tako naprej. Yeah. V glavnem, ideja drugače je dobra, ker bojo pač neko sinergijo ustvarili, ne, in pobrali s tem tiste glasove in se pripeljali en drugega, če bo to delovalo, seveda ne moš napovedati, ali delovalo bo ali ne, ampak neke upanja ima, da bo delovalo in da bo, recimo, če se ne bojo skregali, vsaj prednost, če se ne bojo skregali, predno bojo v parlament prišli, a ne, recimo potem enostavno 1%, pa 1%, pa 1%, a ne, in bo tu Zdravko Počivalšek lahko vnovič pač prišel v igro sam v tem kontekstu, sploh pa ker mu stranko pač tako brutalno uničujejo ljudje,
ne, kot sta Zorčič in Sluga, ki sta v tej stranki doživela pač svojo življenjsko promocijo, a ne, in zato je zaslužna samo stranka, tako kot je bil za življenjsko promocijo Gregorja Viranta zaslužen samo Janez Janša in mu je tako vrnil. Na isti način ta dva vračata Zdravku Počivalšku, v redu, in stranki, v redu. Ne, ampak na koncu, veste, je tako, ne, da zadnji se smeje da najbolj se smeje tisti, ki se zadnji smeje. Ne. Ne, tako v konfliktu Janša Virant, kot v konfliktu Počivalšek, Zorčič in Sluga. Ne. To, kar dela Zorčič, je, če mene vprašate, samo morilno dejanje. Pač, zato, ker prej slej bo nehal biti predsednik državnega zbora in potem pač ne bo nič. Ne. Potem ga bo ta žena, ki ga zdaj v to, kot slišimo, potiska, kregala, češ zakaj si pa ti zdaj čisto navadna nula. Ja. Ne. Ampak kako velika zadrega je v resnici to za koalicijo, da je Igor Zorčič še vedno predsednik državnega zbora in kako so se lotili tega, da bi ga praktično čez noč razrešili, po vajnem mnenju? Jaz bi to, torej, to so zdaj zelo hitro, ne, mene je to presenečalo, zakaj tako hitro, kaj ti, ko ti človeku glavo režeš, a ne, je vedno manj ljudi na kupu, kot takrat, ko nekaj konstruktivnega gradiš, a ne. In jaz bi to recimo globlje in dlje, bi rekel, premislil, a ne. Ampak pač zdaj je pač nastal nek pad položaja, ne, v katerem je tudi, če Zorčič je pač odpisan, ne, Zorčič je svojo kariero zaključil, če on misli, da se bo zdaj enostavno potegnil na ladjo Združene liste oziroma SD-ja in da ga tam čakajo vsi odprtih rok, prosim, kje je najboljše okolje, volilno te damo kandidirati, da boš ti naš najbolj, takih čaka cela armada čakajočih, tako kot čakajoči na Godoja, z tega ne bo nič, ne, on je imel tukaj svojo možnost in se je odrekel, zdaj koalicija lahko tudi čaka, sej to je zgor protokolarna funkcija, bistveno pomembnejša funkcija je, ki jo ima Zdravko Počivalšek zdaj, to je funkcija ministra za gospodarstvo, to je pa ključna funkcija, sploh v razmerah, v katerih smo. A pa Boštjan, tebi grejo skupaj recimo ta kombinacija, Marjan Podobnik, Franc Kangler, Andrej Čuš, pa na drugi strani Janja Sluga pa Igor Zorčič. Ja, Igor Zorčič pa Janja Sluga je pač, v tem kontekstu. Ja, pač stranka je stranka, ne, to so pač koalicije, tako kot Demos je bil tudi koalicija. Ne, in so šli, recimo, sta šla Bučar pa Rupel na eni, pa Peterle, so šli kar dobro skupaj, čeprav se niso marali, so pač dosegli, kar so dosegli in vsa Slovenija je temu bila zavezana in smo še danes hvaležni. Zdaj pač ne gledamo, mi smo tukaj trije vsi, ki gledamo na drugačen svet, ne, pa sodelujemo in se pogovarjamo in ustvarjamo oddajo, ne. Hočem reči, pač Sluga je pač in Zorčič, jaz sem rekel, pri tej zgodbi me moti samo Marjan Podobnik, ker se ga bojim, ampak ne, ker se ga pač bojim, ne moraš enkrat to ponavljati pač. Ja, okej. Zdaj, Sebastian, ne, malo nenavadno je, ali pa precej, no, bomo se o tem pogovorili, da so zdaj odločili pač trije poslanci SMC, ne, še en poslanski kolega, poleg Sluge pa Zorčiča, da izstopijo in grejo ustanavljati poslansko skupino nepovezanih poslancev, ne pa takrat, recimo, ko se je govorilo ali pa ko se je delala konstruktivna nezaupnica in tako naprej. Govori se tudi, da pač naj bi nek denar zamenil lastnika v tej zgodbi, da bi naj soproga Igorja Zorčiča tu nek velik posel, pač več 100,000 evrov in tako naprej, ne. A je možno, da je pač to, bi rekel, tisti motiv, ki je nekako povzročil, da je zdaj, ker Zorčič je vendarle se prej drugače obnašal kot Janja Sluga, ne, tudi v izjavah je bil bolj umirjen in tako naprej, potem pa se zdi, da zdaj pa nekako čez noč si premislil. Te govorice o nekaj 100,000 evrih poslov prihajajo ravno iz levih krogov sicer, no, ampak to so govorice, ki jih je nemogoče preveriti, ker med drugim, recimo, odvetniške pisarne ne oddajajo bilanc, tako da to ne bomo... Ja, ker soproga Igorja Zorčiča odvetnica. Tega verjetno ne bomo nikoli zvedli, ne. Zdaj, Zorčič je dejansko bil tisti, ki je bil najbolj proti, recimo, KUL koaliciji in, dajmo reči, prestopu stranke na drugo stran in je bilo mogoče malo presenečenje ta hitrost popolnega razkola. Tle dejansko so bile neke razlike v pogledih na politiko, ampak kot je pred kratkim rekel Počivalšek, je vprašanje v tem, ali gledaš tisto, ali usmeriš pogled v tisto, kar je skupnega, kar je torej izvajanje koalicijske pogodbe in programa stranke, ali se pa zapičiš v tistih nekaj točk, ki so jih predvsem mediji napihnili in potem delaš iz tega velik konflikt, ne. In tu sta bile predvsem dve zadevi. Eno je STA, pri katerem mi je malo nerazumljivo, da kot pravnik enostavno ni sprejel argumenta, da je jedro spora v tem, da direktor STA-ja ni hotel spoštovati pogodbe, ki jo je sam
podpisal. In druga tema je vprašanje imenovanja tožilcev, ki je zdaj recimo zelo bizarno del ustavne obtožbe, pri čemer ni nobene kršitve zakona, še manj pa kršitve ustave, ker tle ne gre za poseg v drugo vejo oblasti, ker je tožilstvo del izvršilne veje oblasti, ker je tudi ustavno sodišče že pred časom ugotovilo. Enostavno so se v nekem momentu odločili, da sta ti dve točki, ki sta se napihnili, pomembnejši od dejstva, da se program skozi koalicijsko pogodbo izvaja. Vse te govorice, ki se vrtijo, pravim, so lahko gostilniške in jih bo zelo težko kadarkoli preveriti. Nek motiv je Zorčič moral imeti, da je šel ven. Sej vendarle je tvegal, da ne bo več predsednik državnega zbora in tako naprej. Od te trojice, ki je šla ven iz SMC, je v bistvu on največ tvega, da zgubi, ne? Ja, in zato je dejansko veliko vprašanje, kaj je bila tista končna motivacija ali pa pika na i, ki je tako pospešila ta proces. Zagotovo to ni bilo samo dogajanje na svetu stranke, ker so ugotovili, da so popolnoma izolirani, da so torej edini, ki stavijo samo na ti dve točki razkola, medtem ko so drugi ob nezadovoljstvu z nekaterimi recimo potezami ali pa tviti ali karkoli drugega, kljub vsemu poudarjali, da koalicija deluje, da izvaja program in da ima SMC čisto dobro težo v tej koaliciji in da dosega nekako svoje vsebinske in programske cilje. In veliko vprašanje bo, kaj se je zgodilo tisti teden, ko se je naenkrat pospešil razkol. To se je zgodilo po dnevih, ko njega ni bilo, ker je bil na uradnem obisku v Švici. Ampak spet pravim, nemogoče je analize temeljiti na govoricah. Je pa težko ugotoviti, kaj je bil tisti politični, racionalni moment, ki bi lahko upravičil ta pospešek. No. Zdaj, Boštjan, marsikaj smo že doživeli v slovenski politiki, med drugim pred kratkim tudi to, da imamo notranjega ministra, ki nepreklicno odstopil, pa je še kar na funkciji. Imamo ministra za kmetijstvo, ki je minister v tej vladi, pa je njegova stranka opozicijska stranka. A ti dopuščaš možnost, da recimo Zdravko Počivalšek odstopi, se vrne v poslanske sklopi, pomaga izglasovati novega predsednika državnega zbora, potem pa spet postane minister? Ja, mislim, možno je vse, ampak ker teoretično to gre čisto skozi. To gre skozi, recimo, če bi, zdaj mislim, da Gregor Židan je zdaj v SD-ju, če bi on odstopil in potem bi drug, ne vem, kdo je potem naslednji na listi, se pravi, bi SMC dobila nazaj enega poslanca, in potem bi bila izvolitev, se pravi, Zdravka Počivalška, če pravilno razumem to zelo zavito logiko, možna, ampak ampak lahko tudi on zase glasuje, ampak mislim, ne vem. Ja, seveda, on bi glasoval sam zase, ne? Mislim, zakaj bi to bilo recimo bolj čudno od tega, kar je naredil minister Hojs? To me zanima. Pa ja, so pač... Ali pa minister Podgoršek, ki je minister opozicijske stranke v vladi. Pa sej Desus tudi sam ne ve, ki je Desus točno je, pa kako sej ta položaj Podgorška je pravzaprav na nek način logičen, zato ker meni ni jasno, kje zdaj Desus je, kajti to, kar je Desus, to so poslanci. Stranka je itak tako zdaj že razcepljena oziroma v ustanavljanju alternativni Desus preko Pivčeve, kot slišimo, beremo, da prestopajo množično odbori k Pivčevi, zdaj sploh ne vem, ta predsednica zdaj poskuša spet delati isto, kar je delal Erjavec, točno to, disciplinirati poslance, točno vsi vemo, da bo točno isti rezultat discipliniranja poslancev, kot je bil pri Erjavcu, se pravi, ne bo nobenega rezultata, Zakaj se to dogaja, pa ne vemo, a so ljudje res toliko za luno, ali ne, ali karkoli, mislim, to je pač... To je neko čudno situacijo, Zdaj, mi smo že pokazali... Za Podgorška, ne da bi ga opravičil, ampak kako ne bi pač človek ravnal, se to je tako... Sej ni treba, da se zdaj v Podgoršku pogovarjamo, jaz samo vzporednice vlečem, če so, ali pa jih ni, Ampak zdaj Zorčič je tudi sam, recimo, smo pokazali ta njegov tweet, je rekel, da pač nikjer na svetu ne piše, da mora manjšinska koalicija v državnem zboru imeti predsednika državnega zbora. Zdaj imamo neko to hecno situacijo. Se pravi, 46 glasov za njegovo razrešitev, kar je pogoj, da izvoliš svojega predsednika državnega zbora, ni bilo zbranih. Po drugi strani Zorčič sam pravi, da ima vlada dosti trdno večino in lahko nemoteno naprej vlada in sprejema potrebne zakone. Po drugi strani pa vladna koalicija pravi, da je ne fair od Zorčiča, ki ni odstopil, ker je pač normalno v parlamentarni
tradiciji in pač pravilih, tudi pri nas v Sloveniji, da ima vladajoča koalicija predsednika državnega zbora. Kako zdaj razrešiti ta gordijski vozel? Mislim, da se ne razrešljiv, zato ker ga tudi Zorčič sam, ker govori pač kontradikcija. Hkrati pravi, da je vlada manjšinska, hkrati pa priznava, da ima ta vlada dovolj poslancev v parlamentu za sprejem pač zakonov. Seveda, zato ta vlada ni manjšinska, ni pa manjšinska zato, ker se nobena vlada proti njej ne more postaviti, ker je pač popolnoma razsuta. Oni lahko zberejo pač če grejo jurišati za negativne projekte, se pravi nezaupnica, razreševanje ministrov, lahko nekaj zberejo, ampak da bi pa imeli konstruktiven projekt, da bi našli nekoga, ki bi jih zastopil, je pa nemogoče. Zato so pa razpadli, se niso razpadli kar tako. Sej ni Serpentinšek odstopil kar tako. Odstopil je, ker je pač prišla kriza razkroja do točke, ko je pač ocenil, da boš da odstopil, da se je zmotil, ali pa ga je zmotil njegov veliki svetovalec, Maček Muri, in je pač se to zgodilo. Tako da jaz enostavno ne razumem, nimam odgovora na vprašanje, zakaj je Zorčič izstopil iz SMC in zakaj je potegnil to potezo. Tega odgovora na to vprašanje nimam, ker to vprašanje se mi ne zdi racionalno, zdi se mi niti se mi ne zdi hazard to, ampak se mi zdi nekaj, kar res diši po nekih poslih v ozadju, o katerih pa ne morem govoriti, ker o njih pač nič ne vem. No. Zdaj, Sebastijan, zgleda tako, da ta vlada je ne čedalje manj, ampak čedalje bolj odvisna od Zdravka Počivalška. Praktično samo on pa njegova poslanska skupina jo še ohranja pri življenju. Koliko motiva ima še on, da to pač počne, oziroma kaj lahko v zameno za to iztrži, za stranko in zase? To mogoče zgleda tako od zunaj, ki je tudi drugačen pogled na to vlado. Ta vlada deluje zelo korektno, deluje zelo partnersko. Tle ni takih scen, kot jih bodo mediji skušali prikazovati, ampak gre dejansko za partnerstvo vseh, ki sodelujejo v tej vladi in sploh ni tega zdaj razmišljanja nekaj iztrži tako ali drugače. Jasno je pa naslednje. On bo povlekel potezo, ki bo dobra za stranko in ne bo delal poteze, ki bi recimo zmanjšala možnosti SMC-ja v prihodnje, pa še enkrat poudarjam, tlele ne glede na današnje ankete in neke ocene medijske, kako bo to delovalo. SMC ima kljub vsemu naslednji potencial. Na jugu pravijo tako, ali dobiš glasove s politiko, ali dobiš z nogami. Torej, ali dobiš za kampanjo vidljivosti prek medijev, ali pa s terensko kampanjo. In to je stranka, ki ima dovolj in resursov in možnosti, da zlahka pride čez prag s terensko kampanjo. Zdaj, da veste, kako enostavna matematika je, da prideš v parlament. Vsak kandidat mora dobiti 450 glasov. Pa ste 450 glasov dobiti v neki mreži, ki ima resurse, pa ne mislim samo finančne resurse, ampak predvsem moč 4 resorjev, predvsem veliko podporo gospodarstva, je dokaj enostavna enačba in te današnje ankete so popolnoma irelevantne torej z tega vidika. Ampak kot sem rekel, vlada je partnerska, ideja je izvesti koalicijsko pogodbo do konca, ne samo torej zajezitev epidemije in gospodarsko okrevanje, ampak tudi določene reforme, ki so predvidene v tej, predvsem recimo na področju prostorske zakonodaje in debirokratizacije in tako naprej. Skratka, motivacija je absolutna, da se ta mandat konča in da se na volitve pride v nekem popolnoma drugačnem kontekstu. Če bodo volitve redne, bo psihološki kontekst tistega odločanja popolnoma drugačen od današnjega. Če nam uspe zajeziti to epidemijo in preživeti svobodno jesen in zimo prihodnje leto, bodo seveda volitve v obdobju gospodarskega razvoja, gospodarskega okrevanja, ko bo slika seveda popolnoma drugačna od te današnje. Zdaj, če te prav razumem, Sebastijan, praviš 4 resorji v vladi močni, ampak to pomeni, da tudi prek teh resorjev, kje misli zdaj SMC te glasove loviti? Ker če mene vprašaš, Simona Kustec in kaj dosti glasov ne bo pač prinesla, to je po moje oceni. Lilijana Kozlovič tudi verjetno ne, Boštjan Koritnik, ok, mogoče, glede na to, da državna uprava zdaj dela od doma, eni so s tem zadovoljni, eni niso, se zdi, da razen Zdravka Počivalška nimajo ravno nekih močnih adutov v vladi. Se pravim še enkrat, ena varianta je dobiti glasove na javno medijsko podobo, druga varianta je dobiti glasove na
terensko kampanjo. Osnovna naloga SMC v tem trenutku je, da premisli svojo identiteto, da se vzpostavi kot temeljni partner gospodarstva v politiki in seveda, da gradi torej na teh dosežkih. Osnovna rdeča nit programa, ki jo tudi že nekaj časa ponavljajo, pa je razvoj za vse regije. Torej, predvsem skrb za periferijo, zagotavljanje delovnih mest v tistih regijah, ki so demografsko ogrožene, in ta politika se skozi vsa leta, recimo njegovega ministrovanja, zelo dobro izvaja. In vidimo od Kočevja do ne vem kot odpiranje novih in novih podjetij in delovnih mest, in to je tista rdeča nit programska, nekaj, ki lahko prinese, ki lahko zagotovi pomoč vsem 88 kandidatom. V vsakem primeru bo kampanja morala biti bolj kot medijska, bo morala biti torej, ne vem reči, 88 personalnih kampanj na terenu. In zato je ključ dobiti 88 kandidatov, ki vsak lahko na svoje ime, tudi brez medijske podpore ali pogleda, dobi tistih 450 glasov, kar je minimum recimo za prestop praga. In jaz sem prepričan, da z vsemi resursi in potencialom, ki ga ima, lahko dobi teh 88 močnih kandidatk in kandidatov. Zdaj, o volitvah se bomo še pogovarjali, ker bojo čez kakšno leto dni, ampak Boštjan, me zanima, ne? Nova Slovenija že ves čas v bistvu opozarja na to, da funkcije, se pravi razmerja moči znotraj koalicije niso pravično razdeljena. Zdaj, ko se je zgodil ta eksodus 3 poslancev iz poslanske skupine SMC, so očitno začutili svojo priložnost, ne? Tako je šli v javnost s kandidatom za predsednika Državnega zbora, svojim poslancem, ne? Vemo, tudi predsednik stranke Tonin je na javni televiziji rekel v kamero, predsednik Državnega zbora bo Jožef Horvat, no ni še, ne? Še zmeraj je Igor Zorčič. Kaj ti meniš, da se bo zdaj dogajalo v Novi Sloveniji? Kakšen politični premislek njih zdaj čaka v tej novi situaciji? Mislim, da Nova Slovenija je prišla do zenit kariere. Ne? Oni so zdaj lahko izredno zadovoljni s tem, kar so dobila. Ne? Tudi izredno, mislim, da so oni stranka, ki je lahko najbolj zadovoljna s korono, kot se reče, zato ker jim je res ratal jackpot. Ne? Mislim, oni so dobili ministrstva, izredno pomembna, infrastrukturo so dobili, ključno, ne delajo slabo, Vrtovec ne dela slabo, recimo te stvari ljudem imponirajo, recimo ta čist ukrep, da je preprečil, oziroma se mu to čist ni uspelo, ampak kljub temu, prehitevanje tovornjakov, vsakega, ki vozi po avtocestah, ve po slovenskih, da je to problem. Ja. Jaz mislim, da bi morali oni predvsem paziti, da ohranijo položaj, ki ga imajo, kajti ta položaj je največ, kar so dosegli kar je bila krščanska demokracija v Demosu. Tega je pa 30 let. Jaz bi tukaj gledal in jaz absolutno ne bi zapiral oziroma zapenjal, kot se reče, ali pa forsiral izvolitve Jožefa Horvata, ker je Jožef Horvat in mesto predsednika Državnega zbora tukaj lahko korak v nepravo smer, v bistvu, da bi potem ljudje lahko začeli učitati oblasti željnost, česar si pa ne smejo dovoliti. Zaenkrat so prepoznavni kot stranka, ki res gre za Slovenijo. Ljudje bojo v skušnjavah, da bi jih volili, pozitivnih, češ, dajmo se, vidimo, da to deluje, ne? Za razliko od tebe, ki si prej rekel, jaz imam pa stalne volilne preference in hodim voliti pač ene in iste ves čas. Ampak jaz recimo bi sicer razmišljal, zakaj ne bi volil Kustec Dolinarjeve, preprosto zato, ker se mi zdi kot šolska ministrica izredno učinkovita, ker se Kustec. Ja, Kustec, se opravičujem. Kustec Dolinarjeva je bila ena druga. Ja, se opravičujem, Simone Kustec, ja. Ki se mi zdi izredno učinkovita kot ministrica, sploh zato, ker se zavedam jaz kot šolnika, kaj to pomeni, kakšnim stresom je izpostavljena in tako. V redu. Bomo videli, kaj se bo dogajalo. Za danes pa magister Sebastijan Jeretič, dr. Boštjan Markov Turk, najlepše hvala za vajine komentarje. Gledalke, gledalci, to je bil o Kozjanskem biku alias Zdravko Počivalšku, že 562. faktor na TV3. Jutri bomo za vas komentirali, kakšnega rektorja potrebuje Univerza v Ljubljani, da nam bo spet v ponos. Ne zamudite, predvsem pa ne pozabite. Njim vseeno, kdo kaj reče.